Dober dan. Moje ime je Katja Klopčič-Lavrenčič in v imenu KUD Sodobnost International vas z veseljem pozdravljam v naši družbi. Danes je z mano v studiu Tone Hočevar, dolgoletni dopisnik, avtor večjih knjig, poročevalec različnih kriznih središč. V studiu imava tudi posebno gostjo. Pridružiti bi se nama moral tudi pisatelj Ewald Flisar, vendar to žal danes ni bilo mogoče, zato bom na začetku predstavila njegov najnovejši roman, potem pa se bom posvetila Tonetu in njegovi Heri. Najnovejši roman Ewalda Flisarja, ki je pravkar prišel iz tiskarne, nosi naslov Nevidni otrok. Pravzaprav gre za dnevniški roman glavnih junakov Adama in Eve in pripoved se pred nami odvija z izmenjavanjem dnevniških zapisov obeh junakov. Pravilno je, da se dnevniških zapisov ne prebira. To pravilo kršimo že mi kot bralci, s tem, da kmalu ugotovimo, da to pravilo kršita tudi oba junaka, saj na skrivaj prebirata dnevnik drug drugega. Komunikacija med njima usiha, medtem ko besede dnevniške kmalu postanejo tudi sredstvo manipulacije. Alenka Urh je v spremni besedi zapisala, da gre za eno najbolj nenavadnih ljubezenskih zgodb v svetovni književnosti. Zakaj? Predvsem Adama zaznamuje travmatična izkušnja iz otroštva, saj je zelo kmalu izgubil starše. Oporo išče v stricu, pri katerem išče nasvete, kako živeti življenje in kako loviti slamice smisla in iskanje in kako iskati trdnost v zunanjem svetu. Kmalu se zaplete v razmerje z Evo in po stričevem nasvetu se kmalu tudi poročita in tudi po stričevem nasvetu nekako smisel življenja skušata najti s tem, da bi svoj odnos nadgradila z rojstvom otroka. Ker tega ni in ni, Adama Eva zapelje v fikcijo in otroka, ki ga ni, si skupaj izmislita. Naslov lahko beremo na dva načina, Nevidni otrok ali Nevidni otok, in tudi otok v tem romanu igra posebno vlogo, predvsem takrat, kadar je neviden, kadar izginja. Flisarjev roman pa odstira vpogled v globine človeške duše, tudi v temnine človeške duše, ki pogosto ostanejo nerazkrite. Flisarjevo pripovedništvo je mojstrsko, kot smo tega tako rekoč vajeni. V hitrem tempu pripelje to zgodbo proti neizbežnemu, tragičnemu, pa tudi presenetljivemu koncu. No, ampak kakšna skrivnost mora ostati tudi za bralce. Naj še povem, da vsi tisti, ki boste v današnjem dnevu naročili knjigo v naši spletni knjigarni na www.sodobnost.com, prejmete roman s podpisom avtorja. Sedaj pa bi pogovor nadaljevala kot pogovor s svojim današnjim gostjem. Tone, lepo pozdravljen. Živa, Katja. Ali nam mogoče za začetek lahko predstaviš, koga si pripeljal s sabo? Pripeljal sem en del, eno tretjino sedanje kosmate druščine, to je Hera. Hera je bernska planšarka in je stara, ti si moja. Stara je 7 let, je vzgojena, socializirana, tudi šolana malo, rada hodi v šolo po vnukinjo, prej pa delala nekaj let v vrtcu. Kot kuža, ki dela kot terapevt. Saj to ni nikoli kuža terapevt, ampak človek in kuža skupaj sta terapevta. No, še kaj povem. Najprej za začetek poveva, kaj je pravzaprav povod za današnji pogovor. To je izid tvoje nove knjige Kosmata druščina. Zdaj povedal si že na naslovnici tamle, po moje poslušalci in gledalci vidijo, da si s celotno ekipo, se pravi z vsemi 3 svojimi. Ja, sem je prišla samo Hera, ker bi bilo preveč s 3 kužki v studiu. Skratka, tvoja knjiga pa pripoveduje o življenju s psi. Sama sem ob branju tvoje prejšnje knjige, ki smo jo izdali pred 2 letoma in jo tudi prav tako vidimo tamle spredaj na stojalu,
naslov Nosi skušnjave. V tej knjigi si pravzaprav pripovedoval o svoji življenjski poti kot dopisnik, poročevalec, in meni se je zelo vtisnil v spomin tvoj zapis proti koncu knjige, ko si napisal, da bi rad posebej poudaril, da so te na vseh tvojih življenjskih poteh spremljali kužki, ki so ti tudi odpirali vrata, ki bi marsikdaj sicer ostala zaprta. Ali si tudi takrat že razmišljal o tem, da bi napisal naslednjo knjigo? Ne, takrat še nisem razmišljal o tem. Meni se je zdelo, da že tako rekoč napoveduješ in da že nastaja. Ja, ampak nisem še zelo konkretno razmišljal o tem. Kmalu potem pa ja, v bistvu že, ko smo predstavljali skušnjave, mi je že kapnilo. Ja. Kako so te psi spremljali skozi življenje? Že v otroštvu ste imeli doma več psov in že v otroštvu so imeli psi poseben status v vaši družini? Ja, pri dedku so imeli kužke, tudi pri nas, no, takrat smo bili tako rekoč skupaj. In sem imel srečo, da sem imel okrog sebe take kužke, ki so mene učili. Ne, da bi jaz njih kaj naučil, so pa oni mene. To je bil en Miško, natančno tako, kot je moja pupi zdajšnja, Finka. No, in ta Miško je imel poseben status v Sloveniji. Takrat psi niso imeli takega položaja, kot ga je imel Miško. Miško je živel v hiši. Hiša je dnevna soba po sedanjem besednjaku, to je bilo v kmečki hiši, ne? Ali pa, če ni bilo nikogar v hiši od ljudi, je bil pa v kuhinji, ki je bila velika kuhinja, tam se je jedlo vsak dan in je pod mizo živel. Živel je 18 let, bil je imeniten kuža. Še preden sem ga jaz poznal, so ga Italijani, ki so znani junaki, malo pristrelili, ko so iz strahu streljali v zrak, pa je njega malo zadelo, tako da nismo vedeli, koliko vidi in koliko ne, ampak bil je skratka krasen kužak. In tam je bil še en kužak, ki ga je pa stric, ki smo mu rekli stric Duško, pripeljal, je bil pa nemški ovčar, tudi zelo lepo vzgojen in na prvi sliki, ki je tudi v knjigi, sem z njim slikana. To se pravi, je bil pes, ki je že takrat bil socializiran in se je z otrokom igral. No, to je bila pač sreča, ne? Da sem tako začel, da ni bilo problemov. No, potem, ko si imel svoje pse in že tudi svojo družino, si pse vzel tudi v tujino, ko si odpotoval prvič kot dopisnik. Ja. Veš, kam bom še šel nekam nazaj, sem ti prej pozabil povedati, lahko, ne? Ja, seveda. Po teh dveh kužkih, ki sta mene vzgajala, me je zelo veliko naučil en policijski, filmski, skratka, grozno znan in spoštovan pes, šefa policijske pasje šole, ki je mene pri nas na vrtu povaljal po potonikah in malo pogrizal. Ne ravno, ampak toliko, da me je stisnil. No in potem se je zaradi tega ta šef policijske šole, to je bil Janez Klemenčič, zelo sekiral. In se je odločil, da bo pač meni pomagal tako, da ko bom imel svojega psa, me bo učil, kako šolati pse. No, to mi je zelo koristilo, ko smo prišli potem, kot si že prišla v Mehiko. Kaj pa te je še naučil ta kuža, kaj te je vrgel v potonike? Ta kuža me je naučil predvsem tega, da se ni treba psa nič bati. Vsi so mislili, da bom jaz preplašen fantek, takrat sem bil star 5 let. Da bom preplašen, da se bom vse življenje bal psov, pa se nisem, ne. Jaz sem rekel, da pusti me primer, pa sem ustal, ne. Tako skratka ni bilo nobene drame. Tega me je naučil, ne. Da se psov vendarle nisem bal. Večina otrok bi se najbrž bala, ne, ker je najbrž je bilo te, ki so gledali, torej mama, oče in Janez Klemenčič so rekli, da je bilo grozno.
Ne? Pa mama je rekla, tudi ene potomke nimam letos. Ne? No, pa smo pa dobili naslednjega svojega psa, prvega, tam me je pa Janez Klemenčič učil, kako šolati. Ne? Prav zares, malo preveč po policijsko, ampak me je marsikaj naučil. Kaj to pomeni malo preveč po policijsko? Policaji, najbrž še zdaj veliko več znanja, kot ga je bilo nekoč, pač učijo te policijske veščine, to se pravi, da morajo psi slediti, braniti, napadati, ne? Da so po vojaško poslušni, ne takole prijazno, ampak ne, da imajo ta ostri sedi prostor, pa vse tisto posodaško, ja. In va nimava tega. Ne? No, in preoster je bil potem ta kuža. Ne do mene, ampak do tujcev. Do tujih ljudi je bil kasneje, ko je bil starejši, je bil preoster. Zame je bil perfekten, vozil me je na saneh, to ga je tudi Janez naučil, in to na skakalnico. Premlada si, da bi vedela, da je bila v Šiški skakalnica imenitna, velika, in skoki za pokal Kongsberg so bili takrat v Šiški. Tam je bila skakalnica za mednarodne tekme. Ne? Danes se nič več ne vidi, niti kje je bila. Ne? Tam zraven Cekinovgrad, ne, Galetov-grad. Kjer je zdaj policijska godba. No, tam zraven je bila skakalnica in tja me je vozil na sankah iz Koses. Kaj pa, če se zdaj vrneva nazaj v Mehiko, takrat ni bilo običajno, da s psom odpotuješ na drugi konec sveta? Ne, nikakor ne. Računi, da je tega zdaj že skoraj pol stoletja in da ne, takrat sploh ne, niso hoteli. Hera, tukaj imaš le. Niso hoteli niti slišati o tem, da bi se iz Ljubljane kaj vozilo. Ne? Pozneje, ko smo se vrnili čez 5 let in pol, skoraj 6, nazaj v Slovenijo, smo pa že pse pripeljali s seboj. No, in v Mehiki je pa zelo do izraza prišla tudi ta poteza psov, da so varuhi, da varujejo, čuvajo. No, seveda, ja. Seveda v Mehiki, zdaj tam, kjer je bolj resno, nevarno, imajo še kaj več kot pse za čuvajo. Bogati ljudje, nam navadnim ljudem to ni treba. Lahko živimo brez ostrih zveri in tudi ostrih psov. Ne? V Mehiki so, kužki so nas tudi kdaj rešvali, čeprav jih nismo imeli zaradi tega, mi smo imeli takrat majhne tibetske španjelčke, pa sosedovga Fifita smo vzeli, ki je bil revčak, ki je vstal sam, ko so nemški sosedje odšli. Rešil nas je pa tam najprej Doberman, ki smo ga čuvali, Dobermanka psička je bila, ki nam je rešila v bistvu hišo, ker je naša pomočnica, tam moraš imeti pomočnico, drugače mislijo, da si berač, in nujno jo moraš imeti zaradi sosedov, ne zaradi dela. No, in ona je imela na zgornjem nadstropju, kjer je imela ona svoje stanovance, pa likalnico, pa jaz sem imel pisarno gor tudi na terasi, je pripeljala celo svojo familijo, da bojo hišo spraznili. In jih je pripeljala že zjutraj, mi tega niti opazili nismo, medtem ko smo otroke spravljali v vrtec, pa tak, in je zvečer je začel pa ropotati, čudno se nam je zdelo, da je ni nikjer. Medtem namreč so nam pripeljali španski prijatelji, Dobermanko, če jo imamo lahko za par dni, ker gresta na dopust. In sem rekel, seveda, ne. Ni problema, bo pri nas. Ne? No, pa je pa ženska zvečer vpila tam, pokličite policijo, pa nas predajte, sam ne nas pobiti. Pa sem rekel, kaj se je pa zgodilo? Je prav, psa ste pripeljali, da nas bo ubal, ne?
In seveda, jaz sem dal pa na teraso to Bjanko, psičko, ne? Dober manjko. Dober manjko. In zdaj ona je mislila, da sem jo dal pred njena vrata zato, da ne bo mogel nihče ven in res ni šel nihče ven, ne? Do večera, ne? In pol zvečer smo, da je policijo klicati v Mehiki, ki policaji tam bolj kradejo kot lopovi, bolj so spretni pri tem, ne? In nisem hotel policije klicati, ampak sem s to psičko jih spremljal po stopnicah in smo jih nagnali, ne? Imeli so pa velik tovornjak za vogalom in tja bi spravili čisto vse, kar je bilo v hiši, ne samo naše, tudi tisto, kar smo v hiši najeli, ne? Hišo smo najeli in skratka, pa so nam sosedi povedali, da pač to počno. Ne? Še enkrat pozneje nas je pa rešil sosedov boksar, ki je videl, da po naši strehi, po terasi hodijo ljudje, ker tam so ta patio nasred, ne, da se spusti dol in pač skoči dol in spet vse pobere in ta pes nas je rešil, sosed je pa v zrak ustrelil, pa so bežali. Ne. Katera je bila pa naslednja postaja, na katero si se odpravil? Misliš, pasja? Ja. Mehiška pasja je bila zelo zanimiva, ker smo se ogromno naučili v tej ulici nageljčkov, kaj je delo sklaveles. Mi smo s kužki šele dobili pravi status v ulici. Najprej smo bili dim, nič, ne? Nihče te ne opazi. Ko smo imeli pa pse, so nas pa zares vzeli in te kužke smo pa tudi pripeljali v Ljubljano. Za kratek čas so bili v Ljubljani, jaz ne, kužki so bili z mojo družino, smo imeli enega šnavcerčka Čikija in basset houndko, no in ta Čiki nas je potem pa spremljal v naslednjo fazo našega potepanja po svetu, to je bila pa Kuba. Ves čas pripoveduješ o množini. Ste ves čas imeli več psov? Od časov dedka pa do danes vedno več psov. Koliko največ? Na zadnje, predlanskem smo jih imeli še 5. No, pol pa leta so storila svoje, tako da tiste posadke skoraj ni več, ne. Te dve sta že mlajši, ne. Pa še Carmen, ki je prišla sploh kasneje, že tik pred epidemijo. Vedno jih je bilo več, že pri dedku jih je bilo več, ne. Saj sem omenil, prej sta bila ta Runo in Miško in potem smo imeli ves čas več kužkov in v Mehiki smo jih imeli, ne vem, 2, ki smo mi pripeljali, pa en, ki je soseda prišel, pa en, ki so ga Španci pustili, pa je pol kar ostala pri nas dolg časa in tako naprej, ne. In potem smo imeli na Kubi tudi več kužkov, seveda. Zmeraj je bilo mi, ker je Čiki se je šel z nami na Kubo in potem so se preselili Dobermani, novi, čist kubanski Dobermani in potem smo imeli Dobermane, ne vem, 20 in več let. A je bilo tudi na Kubi prvič, ko bi lahko rekel, da so ti kužki prav odpirali vrata? Prej si omenil, da so vas sosedje zares sprejeli takrat, ko ste imeli tudi pse. Kaj pa ta poznanstva, na katera nekajkrat namigneš, da marsikaterega morda ne bi bilo brez psov? Že v Mehiki je bilo tako, ne? Že v Mehiki smo odprli vrata v soseščino s psi. In sicer niti ne s temi cucki od začetka, kot tam nekje na sredi, ko je prišel Čikis, kot tak plemenit, ne? In basetka, ki je bila tudi taka. To so bili te za sosedem rahlo povzpetnike, je to nekaj pomenil, ne? In so nas vzeli v svojo druščino, oni so se s temi psi dobivali v parku bližnjem, ker je v Mehiki vse veliko, tudi ta naša mala soseščina je bila za ne pol Ljubljane, ne? Mesto pa 20 milijonov, tako da skratka, to so druge dimenzije in seveda je pol tudi park toliko večji, ne. Vse je veliko in te kužke smo tja vozili in takrat sem seveda
v hišo, Mehičani zmeraj rečejo mi casa tu casa, ne? Moj dom, tvoj dom, pa to seveda sploh ni res, ne? Ti njegovega doma ne boš videl, on tvojega tudi ne, ne? Ker je zmeraj ta previdnost. Zdaj še huje kot nekoč. S kužki, ne, smo pa seveda vstopili kamorkoli. No, v Mehiki smo pa s kužki seveda spoznavali realnost, ne. Ti si realnost malo videl, nisi pa smel veliko spraševati, da te ne bojo izgnali. To niso bili lahki časi za dopisnika. Ko so pa kužki odpirali vrata, smo pa spoznali, jaz sem pol šolal v klubu, ne, pasjem, tam so bili recimo generali, ki jih je pozneje pobil Fidel Castro, ki jih je dal streljati, to so bili komandanti Angole in teh njihovih napol kolonij, ne, in tam si pač zvedel, kaj se v resnici dogaja. Ne, zato si tudi pol zvedel, da jih je dal postreliti, ne, da to ni bilo ne vem kakšno sojenje, proces, ampak tako kot je on delal, zjutraj so jih ustrelili, opoldne je bil pa proces, na katerem so jih obsodili. No, in kužki so nam odprli vrata tudi v te sfere, ne. Ampak nismo jih imeli zaradi tega, res ne. To se je pač izkazalo potem. Ampak to je taka rdeča nit tvojega dopisniškega in raziskovalnega življenja, se mi zdi, da si vedno skušal ugotoviti tudi, kako živijo običajni ljudje, kaj se v zakulisju dogaja, te je tako ali tako zanimalo, ne? Ja, seveda, ampak s kužki si prišel zraven, si prišel, bom rekel, noter v te druščine, ne. Saj tudi pozneje v Rimu je bilo podobno, ne. Saj tudi tam ne prideš kar tako nekam zraven. Jaz sem vedel, kaj se v Vatikanu dogaja, kaj se bo danes zgodilo in kaj se je včeraj, ko sem zjutraj peljal kužke na sprehod v Vilo Pamfili. Ja, se mi zdi, da prav za Rim in za Vatikan je vseeno tudi presenetljivo, kam vse so tvoji kužki prišli, ne? Tudi na nekatera nenavadna mesta, na katera psi pravzaprav ja, ampak prideš, običajno ne pridejo. Če si čist normalen in se normalno obnašaš, pa seveda moraš imeti pa pse, ki so socializirani, vzgojeni in šolani. To ne moreš hoditi okoli s kakšnimi podivjanimi mrcinami, ne. Enkrat mi je rekel sosed župnik, ko smo se vsak dan v Rimu, ja, smo se vsak dan dobili na kofetu, je rekel, veš kaj, jaz mislim, da ni nobenega psa na svet, ki bi bil večkrat žegnan pri papežu, kot tvoj, zato kar zmeri sabo vzameš. Ja, ne enega, saj sem jih več, ne. Tako da, ja, to je bilo zelo koristno. Ampak nismo jih imeli zaradi tega, da bo koristno, no. Razumem. Peljali smo jih s seboj, tako in tako bi šel na trg Svetega Petra gledati, kaj bo papež povedal opoldne, ne, ker sem moral poročati o tem. No, in pač kužke vzame s sabo. In zanimivo tudi, ko je bil Gaddafi v Rimu, ne, v našem parku so ga imeli skritega in nastanjenega, ne. So samo nas, pesjanarje, s kužki pustili noter, ne. Bilo je zelo zastraženo, nismo pa vedeli, kakšna je logika. Poznali so nas, tisti policaji, nam ni bilo jasno, kako in zakaj. Pa je pa en dan en od naših pesjanarskih kolegov tam iz parka preteče s svojimi psi tja, enega je nosil, ki je bil že tako star, dva sta tekla z njim in je imel jahalne hlače gor s tistimi črtami, pa je pa, pa je rekla ena od teh kolegic s psi, ja, kakšen pa hodeš okoli, je rekel, prostite, nisem se mogel preobleči, se mi je tako mudil, ne, je prav, kaj si žandar, ne, pa prav, ja, prav, jaz sem šef teh konjskih pa pasjih enot, prav, zato ste pa lahko hodili noter, ker so imeli vaše slike, ja, pa slike so imeli te na vratih v park, ne.
Mislim, da za svojo negro zapišeš, da so rekli, da je tako dobro vzgojena, da bi šla lahko tudi na kosilo k kraljici. Lahko na večerjo, pa na sprejem tudi. Ja. Ja, negra je bila res krasna. Ja. Dobermanka, kubanska dobermanka je bila. Iz kubanske vzreje in je potem živela pri nas. No, in tudi Hera se tukaj vzorno obnaša. Mislim pa, da je bil tvoj Čikis prvi pasji gost v resni televizijski oddaji na televiziji Slovenija pri gospodu Čolniku. Ja, Sandija, to je bil moj kolega, prijatelj, so imela kulturno oddajo, na kateri je bil Kuža takole zraven. Vmes med nama je bil. A poveva še kaj zraven? Ja, jaz mislim, da to anekdoto je skoraj fajn povedati. Za prijatelja snemalca, ja. No, in tam več snemalcev je bilo tiste velike kamere in so ga začeli fantje hecati, naj pride k njim, ne. Medtem, ko bi on moral lepo sedeti, pa snemala, se pogovarjala, ne. Ja. On je bil pa zraven, pa mu je bilo pa pogledal, če gre lahko, ne, pa sem rekel, kar pet. In gre tja, dvigne nogo, polula tistega snemalca, ki je bil najbolj siten, se obrne in pride nazaj. No, skratka, to je bila ena taka. Da vsaj za malo smeha poskrbiva v tem dopoldnevu. Ja, dober je bil. Skratka, tvoji psi so imeli vedno tudi karakterje. Ja, seveda so imeli karakter. Ja. Zato smo jih pa so bili naši, ne? No, ampak morda več področji bi pravzaprav morala še tukaj omeniti. Eno je to, da si sodeloval tudi pri snovanju prve revije o psih in živalih in tudi pri snovanju prve televizijske oddaje, ki je posvečena živalim. Ja, oboje. Jaz sem sicer bil prej že urednik tudi uradnega glasila, kinološkega, ampak ti še ni bila revija, to je bilo glasilo na majhnem formatu. Ja, najprej smo naredili, mislim, da smo prvi celo televizijo, pa potem revijo. No, zdaj se pa že jaz ne spomnim, ampak najprej smo naredili eno knjigo o psih, ne. In zatem se je druščina zbrala, ki je potem delala naprej. Na televiziji smo delali, takrat je bil še Krejač, Vlado Krejač, je bil toliko močen na televiziji takrat, ker je bil šef televizije Mariborske, da je zrihtal vse produkcijske stvari in smo delali v Mariboru to oddajo. No, potem je pa ekipa hodila v Ljubljano, jaz nisem se mogel voziti. Pa tudi studio je prezapleten za to. Takrat si delal na televiziji? Ja, takrat sem delal na televiziji in potem sem šel z televizije, sem pa še naprej delal to oddajo, seveda, za televizijo in potem so pa oni hodili snemati. Ta oddaja še zmeri teče, vsak teden je, ne, in je imenitna. Poveva še naslov? 4x4, a je še? Ja, ali so 4 tačke? Ne, 4x4. 4x4, ja. Mi smo ji rekli, sam pasja oddaja. No, malo ima težav z naslovom. Ne, se je zelo dobra. Oddaja je še vedno, zdaj ena mlajša kolegica dela, Mojca Recek to počne zelo dobro, ne. Vmes sta bila Robert in Meta, pa prej zelo dolgo Maja Kirar, z njo sva skupaj začela. Ta oddaja teče zdaj že 30 let. Wow. In tudi revija Moj pes, ki smo jo nekako naredili v isti klapi in v istem obdobju, je stara že 30 let. Tudi nič več jo jaz ne urejam, ker bi bilo malo preveč. Še pa pišem za revijo Moj pes. Zdaj ima uredništvo v Kranju in je zelo fajn druščina tudi zdaj zbrana, od te starih sem pa samo še jaz, tega drugi so sicer mlajši od mene, ampak so že stari, pravijo pa. Pravijo. Ampak tudi uredniški odbor te prvih izdaj Mojega psa je bil zanimiv. Ja, seveda. Tam so bili le ljudje, ki so se spoznali na pse in se spoznali na novinarstvo.
Tam je bil Jože Vidic, ki je bil sicer policaj in veterinar, ampak je skozi delal z nami tudi kot pisec, ne. Potem je bil France Vrek, ki je bil tudi dekan novinarske šole oziroma te FSPN, FDV, lahko da je bilo takrat že tudi FDV, se ne spomnim. Potem je bil France Stele, ki je pisal desetletje dolgo, torej ne Steleta, ne Vrega ni več. Vidic je pa še dovolj mlad, da bi lahko tudi še pisal. No, in Drnovšek je bil tudi v... Prostik se nisem takoj spomnil. Janez Drnovšek je bil pa predsednik sveta revije. Njegovega Arturja se tudi, po mojem, vsi spomnimo, ne? Ja, saj je imel dva kužka, taka, tista velika. Začetka je imel enega Rottweilca. Rottweilc rečemo po slovensko, Rottweiler rečejo pa po štajersko. No in zelo pa po nemško. In je po tistem zakonu, ki je bil še jugoslovanski, ne, je moral biti sosvet, nekakšen nadzorni svet za vsak medij, ne, in predvsem je bil pomemben predsednik tega sveta revije, ne. No in smo imeli na Delu, smo zbirali osebnost leta z Janezom Drenova, samo po pasje sem ga poznal po politični liniji, nikoli ne takrat ne pol. In sem rekel, če bi šel on za predsednika sveta, ne. Pa je rekel, a treba kaj delati, sem rekel, obljubim nič, ne. No, pa sva se zmenila, da je bil in je res, on nam je zagotovo preživetje, ne, ker takrat bi nas verjetno pohodila, ne, ali pa saj poskušali, ker se ni spodobilo imeti čez zasebno revijo, ne. Ni bilo v redu, tudi na Kinološki zvezi vse je motilo to, da se gremo neki na svoje, ne. No, ampak ker je bil zraven Drnovšek, je en rekel, kva pa veš, kaj je od zadaj, pustimo jih primer, ne. Pa so nas pa pustili. No, zadaj pa ni bilo nič drugega, kot ljubezen do živali in psov. Kužke, ja. Veš kaj, ker se najin čas počasi izteka, bi mogoče vseeno pa za konec povedal še nekaj o terapevtski vlogi psov. Ker tudi s tem področjem si se precej ukvarjal v zadnjih letih. Ja, potem, ko sem nazaj prišel iz Rima, sem se pa s tem začel ukvarjati. Pripeljal sem celo rajso kužkov, no, ampak terapevtsko sem delal z Berenko, prejšnjo Berenko. Žal je zelo, zelo kmalu nas zapustila. Prva je bila stara 14 let, druga pa samo 4. In z njo sem začel delati pri terapevtih, pri ambasadorjih nasmeha, se od njih veliko naučil. Jaz skušal tudi svoje izkušnje zraven dati. Mimogrede, mi smo pri mojem psu bili tudi pobudniki in izvajalci akcije za šolanje psov za pomočnike invalidov. No in skratka smo se v redu ujeli, tudi pri terapevtih sva se zberi zelo hitro vključila. To je šolanje resno, ne, ponavadi pri ljubiteljih psov oziroma pri tistih, ki šolajo zato, da zna pes ugrizniti, ne, se smejejo. Ampak ta šolanje traja celo leto. Pa pes mora že prej biti šolan. Ne, osnovno šolan, pol se pa začne, skratka, ni to tečaj 14-dnevni, ampak je to šolanje vse leto in potem pač delaš z mladimi ali starimi. Jaz sem samo z mladimi delal, z otroki. Mi ni zelo odgovarjalo, da bi delal starejšimi, ko sem enkrat zgoril v enem domu, da je en rekel od teh oskrbovancev, a me ne poznaš. In takrat sem rekel, jaz ne grem nikoli več. Ne, če je to moj vrstnik, ne bi več, ne bi več. Jaz bom z otroki delal in ne mladi hodijo v domove, ne.
Tone, jaz se zelo veselim in zelo upam, da bomo lahko pogovor o terapevtski vlogi psov in o njihovih najrazličnejših vlogah še kdaj nadaljevala, po možnosti pred publiko v živo. No, to pa malo manjka, ker ni publike v živo. Vse malo dva tamle, ampak manjka jih pa njih 100. Vsaj. Jaz ti želim, da bi ti in Hera lahko čim prej hodila spet po vrtcih in šolah, ker si predstavljam, da to prinese izjemno veliko veselja. Da se imam 4 vnukinje, tako da imamo že doma po svoje vrtec in šolo. Ja. No, pa samo še to mi čisto na kratko povej, ali vnukinje tudi nadaljujejo to tradicijo navdušenja nad živali in življenja? Seveda. Absolutno tudi peljejo jih s seboj v šolo ali vrtec. Ja. Tone, najlepša hvala za pogovor. Hvala, Katja, tebi. Bralci in poslušalci, še ta podatek, tudi vsi tisti, ki si boste danes v spletni strani poklikali knjigo Kosmata druščina Toneta Hočevarja, bomo poskrbeli za to, da bo Tone podpisal vašo knjigo. Obljubim. Srečno in hvala lepa. Svidnje.